Sem Irena, prihajam iz uprave za javna plačila, organov v sestavi Ministrstva za finance, pomagam v klicnem centru 114 pomoč po poplavah. Sem Boštjan, zaposlen v policiji in pomagam v klicnem centru. Sem Maruša, delam na Ministrstvu za notranje zadeve in pomagam v klicnem centru. Sem Rok iz Direkcije za vode Republike Slovenije in pomagam v klicnem centru. Tukaj smo, da vam pomagamo. Please don't forget us. Ta center, klicni center, ki je bil vzpostavljen, je številka 114, je namenjena ljudem. In dejansko si želimo, da vsi, ki so bili prizadeti v poplavah, izkoristijo čim prej možnost, da se z vprašanji, ki jih imajo, katerekoli sorte, obrnejo na to številko 114. Vemo, da je veliko ljudi, ki ta pogovor in ta kontakt rabijo za to, da se okrepijo tudi v samozavesti, ne samo, da izvejo materialno, ampak da tudi vejo, da je tukaj nekdo, ki jim bo pomagal. Dober dan želim, Primož z vami, kako vam lahko pomagam? Da sem začutil vašo stisko, torej škoda je bila kar velika, kot ste opisali. Ali popisna komisija je tudi že prišla, to je v redu, torej zabeležen je, podatki so zbrani in to je seveda zdaj zavedeno. Tisto, kar ste vi meni, gospa, opisali, jaz sem skoraj pripričan, da seveda boste upravičeni do tega znižanega plačila električne energije. Mi se trudimo, da naredimo stvari tako, kot je treba, zato da imate vse informacije. Ohranite še vedno naprej upanje, moč, pogum, tako da vse dobro vam želim. Tukaj za mano je delovni proces v klicnem centru 114. To je skupina ljudi, ki so iz državne uprave in so tukaj zato, da pomagajo ljudem, ki so jih prizadele zadnje poplave. Opogumljam ljudi, da se obrnejo na nas in da v nas vidijo tiste, ki jim bomo pomagali ali pa ki bomo z njimi skupaj našli odgovor na njihove težave. Bojim se, da bomo potrebovali še, mogoče ne v takem velikem obsegu, ampak še podporo ljudem zaradi naravnih katastrof v prihodnosti in da je to lahko en začetek ene velike zgodbe. Se mi zdi, da ste vi zdaj naša prva bojna linija.